Z obiskom so ob 12. uri nadaljevali v podjetju Probit, programska oprema d.o.o., kjer so se seznanili z dejavnostmi tega računalniškega podjetja in predvsem vloge mladih raziskovalcev pri njegovem razvoju. Podjetje so si pobliže ogledali Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, Franci Kek, Vito Rožej, Alojzij Potočnik, Tadej Slapnik, Alojz Posedel, Vili Trofenik in Anton Noner, občinski svetnik. Minister Golobič, v sklopu današnjega obiska ministrsko-poslanske ekipe Stranke zares tukaj v krajih Dravinjske doline ste se ustavili tudi v podjetju Probit v Slovenskih Konjicah. Predstavniki podjetja so vam predstavili svoja siceršnja prizadevanja pri razvoju družbe in opozorili tudi na nekatere probleme. Meni denimo je ostalo najbolj v spominu dejstvo, da nekako univerze danes še prepočasi zagotavljajo tisto uporabno, praktično znanje za potrebe podjetništva oziroma gospodarstva nasploh. Zelo zanimiv razgovor je bil, zelo aktualen. Pripravljamo v Sloveniji na ravni vlade skupaj s partnerji iz celotne sfere nov nacionalni raziskovalno razvojni program za naslednje 5-letno obdobje v skladu z zakonom. In ena od ključnih zadev, ki jo želimo v tem programu spremeniti, izboljšati, je vprašanje prenosa znanja. Hitrejšega in intenzivnejšega prenosa znanja, ki nastaja in obstaja na slovenskih inštitutih, univerzah, fakultetah v gospodarstvo. Na področju, na katerem se tako uspešno že vrsto let uveljavlja podjetje Probit, torej informacijsko-komunikacijskih tehnologij, je to toliko bolj pomembno, ker gre za znanost, za stroko, ki je izrazito uporabnostno naravnana. In dejstvo je, da na slovenskih ustanovah, javnih ustanovah, fakultetah, univerzah, inštitutih je zavest o priložnosti, ki je ponuja to vrstno sodelovanje, pravzaprav premajhna. Ne gre za to, da bi morale fakultete, na primer, opremiti svoje diplomante že z končnimi izdelanimi uporabnimi znanji. Gre za to, da bi moralo to sodelovanje in to uporabno znanje nastajati v interakciji z gospodarskimi družbami. Tukaj je neka povezava, so mladi raziskovalci v gospodarstvu, o tem smo govorili. So tudi druge povezave, raziskovanje v smeri teh aplikativnih, uporabnih smereh, se tudi v tujini, nekatere izkušnje so to izpostavili in vemo, da je tako, dogajajo predvsem znotraj gospodarskih družb. To ne pomeni, da bi univerze, fakultete smele opustiti svojo nalogo podati zadosti kvalitetno temeljno znanje, ki ga potrebujejo diplomanti. Ampak da ga je potrebno nadgrajevati v sodelovanju z gospodarstvom, tam, ker je to mogoče, z konkretnimi projekti. In to je bilo dobro sporočilo, opremljeno z konkretnimi podatki in mi bo prišlo prav v debati, ki jo bomo imeli z vsemi partnerji v novem nacionalno raziskovalno razvojnem programu. Lahko definirate, koliko in kakšne profile visoko izobraženih delavcev in koliko doktorjev znanosti denimo bi Slovenija potrebovala v prihodnjih 10 letih, da bi bilo to razmerje med ponudbo in povpraševanjem bolj harmonično? Ta hip se dokončno seveda ne da odgovoriti na to vprašanje, oziroma vemo, kateri poklici, kateri profili so že danes deficitarni. Zanesljivo so informatiki, ljudje z področja računalništva, deloma tudi inženirji strojništva, z področja tehnike, naravoslovja, jih imamo premalo. Razveseljivo je, v tem tednu smo predstavili, bili tudi sami na ministrstvu seznanjeni z rezultati vpisa za prihodnje študijsko leto in se je za malenkost, ampak vendarle gre za nek trend, povečalo število tistih, ki se vpisujejo na tehnične naravoslovne smeri in malenkost zmanjšalo na družboslovju. Seveda bo tu potrebno storiti še marsikaj. Mi imamo vrsto projektov v Sloveniji, ki v resnici na to opozarjajo, naprimer tuji kreditorji ali pa investitorji, so investitorji, nam manjka kritične mase na ravni inženirjev. In recimo en projekt, v katerem se veliko debatira z različnih vidikov, ampak če odmislimo te druge vidike, kot je izgradnja drugega bloka nuklearke ali pa izgradnja TEŠ 6,
predpostavlja, da imaš na voljo visoko kvalificirane inženirje, ki bodo tak projekt tako velikih razsežnosti, finančnih in tudi siceršnjih, tehnoloških, zmogli kvalitetno pripraviti, voditi in izvesti. In Slovenija ima tu handicap, tuje države, ki so se v podobni situaciji znašle, naprimer Švedska, je sistematično skozi večletno politiko uvozila iz Irana, prav za Iran so se odločili nekaj tisoč inženirjev. Slovenija seveda nima tovrstne prakse in bi rekel, takšna akcija bi bila sprejeta z začudenjem in v takih razsežnostih sploh verjetno tudi zavrnjena. Ampak mi se moramo odpirati, moramo pa predvsem ob tem odpiranju narediti naš visokošolski prostor atraktiven, da bodo tudi od drugje, tu sodelujemo z državami, kjer študentje vidijo kvaliteto in priložnost, da študirajo tudi v Sloveniji, moramo več teh profilov v Sloveniji tudi sami usmeriti v te študije. Gre pa tudi za to, da slovensko gospodarstvo, strukturo, kakršno ima premajhno ambicijo po absorpciji tovrstnih kadrov, ker je bilo v preteklosti žal premalo razvojno usmerjeno. In je v resnici nek razkorak se zgodil. Imamo visoko šolstvo, ki je zelo dimenzionirano, velik del generacije se tja vpisuje, velik del potem tudi po koncu študija ne dobi zaposlitve, ker na drugi strani gospodarstvo pravzaprav takšnega števila tako visoko kvalificiranih ljudi s strukturo, kakršno jo ima, v pogostih primerih niti ne potrebuje. In sistem visokega šolstva je seveda veliko predrag za to, da bi opravljal socialno funkcijo, da se za nekaj let ali 6, 7, 8 let odloži vstop ne na trg dela, ampak vstop v stanje brezposelnosti. To je, nameroma zaostrujem dilemo, ki je realna. Ampak če bomo želeli v Sloveniji imeti konkurenčno gospodarstvo, če bomo želeli, da bo to gospodarstvo zmoglo dajati zaposlenim plače, kot bi si to želeli, potem bo potrebno narediti te razvojne tehnološke premike, se odvrniti od lastniških zgodb k vsebinskim, razvojnim in ti kadri bojo takrat še zelo potrebni. Tako da ta hip ne gre za to, da univerze ne bi proizvajale dovolj kadrov, generalno vzeto, ampak da v resnici kadri, ki jih proizvajajo, nimajo pravzaprav pravih priložnosti na trgu dela, glede na stanje, v katerem je gospodarstvo. Jaz sem bil danes tudi že v Uniorju v Zrečah, ki je propulzivno podjetje, ki naprimer z neko zelo načrtno štipendijsko politiko, in mi gre tudi v Probitu, mi je bilo, mi se mi zdi, da je to neko okolje, ker morda bolj kot druge se zavedajo ali pa imajo tradicionalno verjetno odnos do tega, da je treba ljudje iz okolja štipendirati, podpreti, zato da jih kasneje imaš kvaliteten kader. In Unior, naprimer, je največji štipenditer v Republiki Sloveniji med gospodarskimi družbami, z več kot 200 štipendijami na različnih ravneh, tako ob delu, kot pa seveda tudi redni študij in tudi srednješolske štipendije. Tako da to je eden od načinov ali pa kazalcev tega, katera podjetja vedo, kam hočejo priti in kaj za to potrebujejo. Ne od danes do jutri, ampak dolgoročno. In to je nek znamenje zdravosti podjetja, se kaže, to ni naključje, da ob težavah, ki naprimer jih je avtomobilska industrija imela v lanskem letu, je podjetje Unior uspelo preživeti te težave, brez tega, da bi pravzaprav zaposlenim znižali plače, ob ukrepih, ki jih je država sprejela in so se izkazali kot dobri, naprimer v njihovem primeru je bilo to potrjeno, so preživeli težke čase, ko mnoga podjetja v tujini, v avtomobilski industriji niso in zdaj dobivajo dodatna naročila in se ponovno dvigajo. Tukaj se kaže v tem je pomen, smisel tistega, če se reče trajnostni razvoj. To pomeni, da je nekaj trajno sposobno vzdržati tudi težke čase. Hvala lepa za tale pogovor in dobro delo, uspešno prihodnje.